Polde Bibič, igralec. Blodim po velikanski stavbi, polni stopnišč in dolgih hodnikov, ki vodijo v izgubljanje. Nikjer se ne končajo, nikamor ne pripeljejo. Do polovice so pobarvane oranžno, nad njo pa rdeče. Vendar to niso naravne barve pomaranč in krvi, umetne barve so. Režejo v oči z mrazom praznine, hlad neonske luči. Tudi buden je ne prenesem. Zgradba je nekakšna nerazložljiva ustanova, križanec med novo stavbo ljubljanske televizije in Cankarjevega doma. Iščem neki urad, ki ga ne moram najti. Tudi v resnični stavbi televizije se ne znajdem, v Cankarjevem domu pa prav tako ne. Zmeraj iščem njihove pisarne, garderobe, dvorane. Stavba je najnovejši dosežek sodobnega gradbeništva, zato je grajena iz umetnih snovi. Poliuretana, polistirola, polikloridov, sintetičnih mas in vseh vrst. Mrtva. Iz zidov, ki bi zanje preprosti zidarji rekli, da ne dihajo. Vse je protinaravno, umeten svet. V njem se bojim, se bo zadušila narava, v nenaturni arhitekturi, arhitekturi smrti. V svetu, ki se mu lahko zahvalimo za svoje življenje, so gradili samo iz naravnih snovi, kamna, ilovice, slame, peska, lesa, narava v naravi. Ubogi Rousseau, kaj bi rekel v današnjem svetu, v katerem je človek izgubil celo umetno misel? Hodniki se v mojih sanjah izgubljajo, njihove slepeče barve pobledijo, postanejo rjavkasti šolski hodniki, zamolklo olivni hodniki vojašnice, sivi hodniki zapora, sivina temni, postane črna, ampak tam še ni konec. Nadaljuje se v črno luknjo. Begam po stopniščih. Stopnice vodijo zdaj gor, zdaj dol, vračam se na prejšnje mesto. 5krat se vzpnem, 2krat spustim, pa sem spet na istem mestu. Moje okolje pa se spreminja, neopazno. Kot da bi prav počasi vrtel kaleidoskop, tako, da se barvasta stekelca nikdar ne sesujejo v novo rožo, ampak se roža mehko, skoraj neopazno spreminja. Čisto tako ni v mojih sanjah, podobno. Primerjava s kaleidoskopom lahko pač še najbolje ponazori spreminjanje v mojih sanjah, drugače tega ne znam izraziti. Tekam po stopnicah, iščem svojo oblačilnico v drami. Vse je spremenjeno, ne morem je najti. Tudi lasonjarne in šminkarne ne najdem. Pozno je, tečem mimo 3, ena od njih naj bi bila moja. Raznobarvna oblačila so razmetana po tleh, stolih, visijo na okenski kljuki, svojega oblačila ne najdem. Gre mi na scanje. Na stranišču ni več školjk, vse je razdejano. Po tleh teče scalnina, jaz pa bos. Po prstih poskušam priti ven. Prestopam luže, da se ne bi umazal. Noge imam vseeno zasvinjane. Nato oder. Prostor je kakor v meglici, pastelen. Predavalnica na igralski akademiji. Kakor skozi rahel dim gledam fante in dekleta, ki nekaj izvajajo. Potem me stisne pri srcu, zbode. Saj sem vendar obljubil sam sebi, ženi, zdravnikom sem obljubil, da bom izpregal. Točno tako, izpregal, pa spet čepim na akademiji. Čutim, da sem utrujen. Slabo vest imam. Zdravnik me je blago gledal, z razumevajočim smehljajem: spremeniti boste morali svoje življenje, nikdar več ne boste zdravi. Zdaj samo uživajte, uživajte. Samo da jaz ne znam neutrudljivo uživati. Delo, hrana, pijača, ženske, hribi. Pri vseh užitkih sem bil malo nor, zdaj pa moram uživati razumno,
umirjeno, brez diha, brez srčnega utripa, mrtvo. Soba je bela in velikanska, prazna. Ženo sem v postelji, naj rečem šekspirijansko, pohoten ko opica. Komaj končam, jo že spet naskočim, nor sem od erotične sreče. Spod postelje prileze sivolasa oseba in se mi smehlja. Prileze z obrazom proti meni, kakor da je slika človeka, izrezana iz trde lesonitne plošče, ki jo nekdo poriva spod postelje. Pomenljivo počasi. Sicer so pa v sanjah vse stvari baje pomenljive. Sivolasi možak je na las podoben novemu sovjetskemu zunanjemu ministru Ševardnadzeju. Ja, tako je, podoben mu je na las. Saj me je Ševardnadzejeva bela glava z neoficialno frizuro zabavno očarala že takrat, ko sem se z njim srečal v resnici. V Gruziji, ob gostovanju Drame. Takrat je bil gruzinski partijski šef. Srečal sem ga na manifestaciji v čast Maladežnovo praznika. Podali smo si roke, izmenjali nekaj vljudnostnih besed, tudi fotografirali so nas in fotografija je potem visela, povečana v veliki vitrini tbilisijskega dnevnika. Obljubili so mi, da bom dobil fotografijo, pa je seveda nisem. Sicer sem navajen, da Sovjeti obljubijo, kar hočeš, izpolnijo pa ničesar ne, pa mi je ležal, da nimam tiste slike. Tako rad se bahavo pohvalim, kadar imam le priložnost, da sem se srečal s sovjetskim zunanjim ministrom, čeprav takrat to še ni bil. Ampak slike pa ne morem pokazati. Spod postelje, na kateri sem ženo, se mi smehlja Ševardnadze. Ironično bežika z očmi, ustnice ima razpotegnjene, stisnjene, na obeh straneh zavihane navzgor. Ševardnadze z mimiko, s kakršno je Danilo Benedičič duhovito igral hudiča v Bratih Karamazovih, izgine v zrak, postelja se raztaja in že sem v nekakšni sprejemni pisarni. Za pisarniško mizo uradnica, ki je ne vidim. Neki stari ženici sporoča, da je ne morejo sprejeti za snažilko ali kaj. Tudi jaz čakam na nekakšen odgovor. V zvezi z neko televizijsko vlogo, ki naj bi jo ali naj bi je ne igral. Ne vem. Skrušeno starko so odbili, najbrž se tudi meni ne piše dobro. Zdi se mi, da je ženička solzna, potem se pa zlekne na mizo. Za njo so šipe velikanskih oken, skozi katere se vidijo travniki, hiše, stolpnice. Ženska se preteguje na mizi, čedna, rjavolaska, zapeljiva, predrzna. Eno nogo stegne proti meni, da se zableščijo bela stegna pod rjavim žametom. Izzivalno mi reče, gledališče bo šlo v Vendrezo. Mene popade žalost, ona pa reče še enkrat in se pri tem smehlja. Gledališče tone v Vendrezo. Zbudim se. V prsih čutim tesnobo. Zbudil pa sem se dovolj zgodaj, da sem si lahko zapomnil besedo Vendreza. Zapisal sem jo, da je ne bi pozabil. Večkrat sanjam neresnične govorice. Govorica mislim tu v smislu jezik, podobno kot pri duševnih bolnikih, govorica schizofrenikov, neofrazija. Neresnične besede, ki jih sanjam, seveda zmeraj pozabim. Edina, ki sem si jo zapomnil, je Vendreza. Vendreza, ki bo požrla gledališče. Če torej zares vse tone v neko čudno, neznano Vendrezo, če trgamo igralca iz življenja in ga tlačimo na celuloidne in magnetne trakove, če ga programiramo v silicijska vezja, potem bi mogoče le kazalo ohraniti nekaj občutij tistega glumača iz mesa in krvi, ki je dedič Roskija in ki bo odmrl s kom?
Z Brandauerjem, v katerem sem bral, da bo v teh dneh igral Hamleta v Burgtheatru? Po premieri sem se pogovarjal z nekaterimi avstrijskimi igralci, ki so igrali v triptihu o Trubarju. Povedali so, da je bil Brandauer kot Hamlet zanič. Ganz schlecht. Sicer pa Avstrijci Brandauerja sploh ne marajo. Vseeno. Bo za njim še kaj Hamletov iz mesa in krvi? Bosta Končar in Šturbej lahko živela svoje polnokrvno igralsko življenje, ki danes vzpodbudno sili skozi oklepe njune mladostne odprtosti? Mogoče pa bo to moje pisanje o strahovih, ljubeznih, dvomih le ohranilo nekaj bežnih črt podobe slovenskega igralca ob izteku 20. stoletja. Zakaj ne bi tudi žaba sama kaj povedala o sebi? Ni rečeno, da ne bi povedala kakšne malenkosti, ki jo je mogoče Fran Erjavec spregledal, ali pa ne razumel, ali precej po svoje gledal, vsaj bežen spomin. Seveda bi bila podoba popolnejša, natančnejša, če bi z mano govorili še vsi tisti, ki so hodili pred mano ali hodijo ob meni, pa tisti, ki šele stopajo na to sporno pot igralstva, ki vzbuja toliko raznih pomislekov. Vsak je kaj drugega doživljal, drugače občutil, po svoje razumel. Vendar pa je tudi mnogo njihovega v meni. Od vseh, ki sem z njimi živel, se je prilepilo kaj name, tako kot zdaj to čutim, kot svoje. Z Danilom Benedičičem naju dolga leta sploh niso ločili. Brane Starič, na primer, ki ni samo tako nepopisno dolgo deloval v gledališču, da je postal že živa zgodovina ljubljanske drame, ampak je tudi najbolj natančen človek, kar sem jih spoznal, ne samo v gledališču, naju je dolga leta zamenjeval. Tovarišica Lampretova, tajnica igralske akademije, mi je, ko so me izvolili za rektorja, rekla: zdaj vas bom lahko klicala kar rektor, tako da se ne bom več motila in vam namesto Benedičič rekla Bibič. Poleg Danila so seveda še mnogi drugi. Rudi Kosmač in Tone Slodnjak sta že zdavnaj odšla. Samo spomin nanju mi v urah samotnega razmišljanja pomaga razreševati zapletena vprašanja. Pa že prihajajo mlajši, ki me presenečajo s povsem novimi spoznanji. Na primer Ivo Ban, ki ga zaradi njegove spontane, trezne in realistične pronicljivosti doživljam kot most med nami, ki se včasih že izgubljamo v meglenih poteh sveta, ki prihaja, in med najmlajšimi, ki svetlimi očki strmijo v uganko, ki je pred njimi. Tako stojim med tistim, kar prihaja in mi je neznansko tuje, in med tistim, kar je bilo in mi je domače, pa vendar ne povsem razumljivo, zato pač ne morem mimo spominov, iztrganih slik, utrinkov nečesa, kar sem nekoč živel. Začne se v otroštvu. Meglene podobe, kakor sanje, ki jim omama spanca ne da, da bi se ohranile kot jasne podobe. Prvi medev spomin na gledališče je komaj ujemljiv spomin na obisk neke gledališke predstave še pred drugo vojno. Spominjam se mraka polkrožne dvorane. Pred mano, za mano, nad mano, levo in desno črne sence glav. Visoko nekje je strop z lestencem, sedim v maminem naročju. Daleč pred mano so v umrli svetlobi pisani ljudje, vznemirljive ženske, oblečene povsem drugače, kot sem navajen Studencev ali Limbuša. Pogovarjajo se tako, da pojejo. Tam pri njih je velik kurnik, ta se na lepem odpre, kure frčijo po odru. Perje se suklja lahkotno in v počasnih lepih nihajih pada na tla, pa se spet dviga, razpihano od vrtinca pisanih kril. Polno dvorišče vreščečih kur. Glave okrog mene in nad mano poskakujejo od smeha. Lahko, da se zdi odveč to popisovanje otroškega spomina na neko gledališko predstavo. Mogoče, danes.
Toda morda kak prihodnji osameli gledalec kompjuterskega teatra pred video rekorderjem ne bo ničesar več vedel o našem živem gledališču, kakor že danes velemestni otrok ne ve ničesar o gozdu, o živini na paši, o rakcih pod jelševimi koreninami. Mogoče bo začuden, če bo po naključju bral, kar pišem, morda pa ga bo prevzelo tudi rahlo hrepenenje po teh naših časih. Na vsezadnje pa nimam dokaza, da sem zares videl takšno predstavo. Kaj, če sem jo samo sanjal? Pri vsem, kar sem bral o zgodovini gledališča, tudi mariborskega, nisem nikjer ničesar zasledil o živih kurah na odru. Frčale so po odru in pisano oblečeni ljudje so jih lovili. Ali bi bilo mogoče, da bi mariborski predvojni gledališčniki tako avantgardno prehiteli gledališče Popilije Ferkeverk? K sreči kur niso klali, saj ne vem, kako bi moja nežna otroška duša prenesla pogled na kri. Sicer pa zgodovinarjem ne bi upal priseči, da tiste kure na odru niso izmislek moje otroške domišljije. Z domišljijo sem imel zmeraj težave. Še danes mi pravijo prijatelji, da sem pravljičar. A mojim zgodbam nekako čisto ne verjamejo. Prepričan pa sem, da sem zmeraj govoril resnico. Mogoče malo po svoje. Naprimer, približno takrat, ko sem videl predstavo s kurami, sem na vrtu videl Martinčka, prvič v življenju. Dotlej še nisem slišal ničesar o Martinčkih, videl pa sem že krokodila v neki slikanici. In ko sem zagledal Martinčka, sem bil prepričan, da je krokodil. Domačim sem pač rekel, da sem videl na vrtu krokodila. Rekli so, da lažem in me nabili. Zdaj sem vsaj samo pravljičar, pa tudi Martinčka že ločim od krokodila. Spominjam se tudi predstave v limbuškem Sokolskem domu, spet samo iztrganega prizora. Na odru so bili trije: mladenič, starejši silak in starček. Mladenič je strastno šepetal. Starček se je stiskal v kot, hotel je pobegniti, mladenič pa mu ni pustil. Silaški možakar je bil nevaren, bal sem se ga. Spominjam se oči. Mladeničeve so žarele, nasilnikove sikale, starčeve pa drgetale pod zvodenilimi solzami. Luč na odru se je spremenila. Postala je motno zelena. Starec se je sesedel in se krčevito tresel. Silak pa se je na lepem opotekal, sikajoče oči so se obrnile navzgor, gledal je samo z belim, samo tik pod veko je bilo videti konček sive roženice, kakor da je grabila za rešitvijo. Meni je šinil srh po hrbtenici. Potem je nekdo zakričal, nisem vedel kdo, morda starec, mogoče oni možak. Po kriku se je spet prižgala običajna bela luč. Možakar je izgubil svojo silo, trpetal je, bled. Prestrašeni starček je s tresočo se roko segal po žganju. Takrat sem začutil pogubno moč žganja, o kateri so domači včasih govorili, šele zdaj sem jih razumel. Mladenič je s čudnim zmagoslavjem gledal zlomljenega silaka, njegove oči pa so bile neizmerno žalostne. Kdaj pa kdaj so ljudje na cesti klicali od hiše do hiše: danes bo igra! To klicanje me je vedno prijetno vznemirilo. Z veselim pričakovanjem sem tekel z Erzbežnikovimi otroki na drugi konec vasi, kjer je stal Sokolski dom. Na igro. Spominjam pa se samo tega prizora, vsi drugi so zbledeli. Zagotovo je bil prizor iz mojega spomina zadnji prizor prvega dejanja kralja na Betajnovi, Mišnica. Dovolj natančno se ga spominjam, da ga lahko identificiram. Kdo je igral? Tega seveda ne moram ugotoviti. Mogoče so bili študentski diletantje. Mogoče je Maksa ali celo Kantorja igral Jože Mlakar, na katerega so starejši rodovi Studenčanov še danes ponosni. V tistih otroških letih se mi še sanjalo ni, da igro nekdo napiše, da so fascinantni ljudje, ki so zbujali v meni strah, občudovanje,
sovraštvo, ljubezen, plod daru in truda povsem običajnih ljudi, ki so pač samo igralci. Takrat sem gledališče doživljal kot resničnost, podobno kot cerkev. Moji niso bili verni, zato nismo hodili v cerkev. Prav gotovo sem kot otrok bil večkrat v gledališču kot v cerkvi, obeh pa bolj redko. Spominjam se, kako me je stara mati nekoč le peljala k maši. Omotičen od nerazumljivega dogajanja okoli sebe, sem jo vprašal, kdo poje. Slišal sem petje, pevcev pa nisem videl. Stara mati pa mi ni pokazala kora in cerkvenih pevcev, ampak mi je rekla, da pojejo angelci. Še danes vidim, kako so se v svetlobi sveč okoli oltarja glasovi pevcev utelesili v prosojne podobe angelcev. Bil sem prepričan, da sem angelce v resnici videl. Otroška preproščina, pripravljenost verjeti najbolj neverjetne stvari, živo doživljanje in sprejemanje sanj kakor najbolj vsakdanje resničnosti, vse, kar sem takrat doživljal v gledališču, sem doživljal kot vzoren gledalec. Vzorno občinstvo je lahko samo tisto, ki je polno otroške preproščine. Odraslim je redko dano, da bi gledališče do zadnjega doživljali kot resničnost. Pred leti je prihajala v Dramo z dijaki srednje tehniške šole kuharica v menzi dijaškega internata. Bila je idealna gledalka. Živela je z igralci na odru in jim klicala, jih ogovarjala, kot otroci. Igrali smo Goldonijeve Primorske zdrahe. V prizoritvi Primorskih zdrah, ki jih je režiral Miran Hercog, smo se za parteji, govorom vstran, obračali naravnost na občinstvo. Tak način igranja ima sam po sebi poseben komičen čar za publiko, vendar pa še tako razigrani gledalci niso odgovarjali na naše izzive. Ko pa smo igrali za srednjo tehniško šolo, je njihova kuharica tako živo sprejela naš izziv, da so nastajali pravi dialogi med njo in nami. To je razpoloženje v dvorani samo še povečalo. Dijaki so se kuharici smejali še bolj kot nam. Igrivo razpoloženje je raslo in tudi nam, ki smo na odru služili svoj vsakdanji kruh, je postala igra užitek razigranosti vse premagujočega smeha. Prizor, ko se Pepca in Giovanni na smrt kregata, jeza, ljubosumje, na koncu obup. Na tem mestu je Hercog zahteval, da sem kot Giovanni skočil h komu v prvi vrsti, mu pomolil roko in skozi jok zaklical: "Ah, jeste stavd, da se vržen v morje?" Tej domislici so se gledalci smejali, čeprav nihče od tistih, ki sem jih nagovoril, ni posebej reagiral. Samo enkrat se je neka čedna gledalka tako prestrašila, da je zavpila. Sicer so pa nagovorjeni ponavadi v zadregi povesili glavo in so se delali, kot da nisem njih nagovoril. Drugače pa dijaška kuharica: "Grem stavit, grem!" je vpila. "Grem stavit, da se ne boš vrgel v morje, pa tudi, da se bosta še tako rada imela, da bo veselje." Ni se ji dalo zavezati jezika, zmeraj je imela pripravljenih 10 odgovorov. Gledalci, ki nam delajo največ veselja, ker se prepustijo igri in ji verjamejo, morajo biti preprosti, naravni po naravi, naivni. Pred leti je umrl neki možakar na Gorenjskem. Vdova je bila hudo nesrečna. Vsak večer je molila: "Janez, ljubi, vsaj za minuto se še vrni, da te vidim." Nekega večera je gledala televizijsko igro Polikarp. Igral sem nesrečnega izvrženca, ki po svoji smrti hodi trkat na okno župnišča in na župnikovo vest. Režiser Mirč Kragl si je Polikarpovo prikazen zamislil tako, da je snemal moj obraz in ga z elektronskim trikom popačil v negativ. Res je bilo videti, kot da obraz razpada, srhljivo. Po oddaji pa je nesrečna vdova molila: "Dragi Janez, kakor si želim, da bi se mi vrnil, te rotim, ne hodi, če si tako grd, kakor je bil Bibič na televiziji."